V Novi Sloveniji podpiramo pokrajine, vendar ne kakršnekoli pokrajine. Podpiramo predvsem pokrajine, ki bodo zmanjšale centralizacijo in zmanjšale regionalne razvojne razlike. Pokrajine morajo pospešiti gospodarski razvoj Slovenije. Uvedba pokrajin ne sme povečati pritiska na javne finance, torej proračun, ali povečati administracije oziroma birokracije. Pogoj Nove Slovenije glede pokrajin je že od vsega začetka, da se z državne ravni prenesejo naloge, ljudi, ki jih bodo izvajali, in seveda tudi finance za njihovo izvajanje. Državna raven oziroma ministrstva morajo zato nujno prenesti določen del nalog in sredstev na pokrajine, kar je v predlagani zakonodaji že uresničeno. Da bodo pokrajine pospešile gospodarski razvoj, morajo biti dovolj velike teritorialne enote. Veliko število majhnih pokrajin, po mnenju Nove Slovenije, tega cilja ne morejo zasledovati. Prav zaradi tega smo poleti leta 2007 predlagali kot izhodišče 6 pokrajin. To je bilo zgolj naše izhodišče, ki pa so ga številni interpretirali kot dokončno stališče. Na podlagi našega izhodišča 6 pokrajin smo naročili posebno študijo, ki je na področju celotne Slovenije raziskovala naslednje: stališče ljudi do pokrajin, njihove potrebe in zaznala gravitacijska središča pokrajin. Prav tako je poslanska skupina v letu 2007 odšla na teren, se srečala s številnimi lokalnimi odbori in se seznanila s situacijo na terenu. Ugotovili smo, da Slovenke in Slovenci uvedbo pokrajin podpirajo, da pa so za manjše število pokrajin. Če se sedaj sprašujete, zakaj je večina poslancev Nove Slovenije podprla predlog za 14 pokrajin, ki je nedavno padel v državnem zboru, je odgovor zelo preprost. Večina nas je podprla predlog zato, ker smo želeli, da se proces uvajanja pokrajin nadaljuje, nismo hoteli, da bi proces zastal. V nadaljevanju postopka pa si vseskozi prizadevamo za zmanjšanje števila pokrajin, in če tega na koncu ne bi dosegli, najbrž ne bi podprli končnega predloga. Glede aktualnega referenduma o pokrajinah pa v Novi Sloveniji menimo, da je dobro, da ljudje sami odločajo o tem, ali se na svojem območju želijo pokrajino v predlagani obliki ali pa ne. Rezultati takega posvetovalnega referenduma bodo gotovo koristni pokazatelj zakonodajalcev pri nadaljevanju postopka uvajanja pokrajin. Glede na to, da je opozicija vseskozi rušila proces uvajanja pokrajin in ga z nesprejetjem prve obravnave osnovnega zakona dobesedno ustavila, v Novi Sloveniji vidimo referendum kot še edino možnost, da lahko s postopkom nadaljujemo.